V galeriji Grad v Bistriškem gradu so v četrtek 3. junija odprli razstavo z naslovom Pod taktirko sozvočij. Razstavo je pripravila Glasbena šola Slovenska Bistrica ob 10. obletnici njene samostojnosti. Pri izvedbi so sodelovali Tatjana Gaberšek, Neja Skrbiš, Bojana Bučar, Peter Skrbiš, Matjaž Stošič, Radmila Bikić-Magdič in Renato Bratkovič. Razstava bo na ogled do 9. julija. Ob odprtju so pripravili tudi kulturni program. Karavana 21. kolesarske dirke po Sloveniji je gostovala tudi v Slovenski Bistrici. Kolesarji so skozi mesto peljali v prvi etapi, ki je potekala od Ptuja do Rogaške Slatine.
Ob trasi so jih pozdravili številni ljubitelji kolesarstva. Slovenije Bistričana, brat in sestra Uroš Kraševac in Maruša Močnik sta dosegla Guinnessov rekord. V 3 dneh sta z malo jadrnico prejadrala 360 navtičnih milj po Jadranskem morju. Za njo so v Sloveniji Bistriškem športnem parku pripravili sprejem. Samo idejo smo dobili iz podjetja Seascape, od menja menedžerja. Oni so imeli isto varianto že enkrat prej z Ivico Kosteličem, da bi isto izvajali, takrat se pač ni šlo. Zdaj pa, ko je bila korona, so nujno rabili nek PR material, da se nekaj dogaja, je dal idejo, jaz sem bil pa dosti neumen, da sem jo opremil čist tak. Kar se priprav tiče, sva rekla, kar se opreme tiče, sva vzela fajn z rezervo, predvsem hrane, to sva rekla, da je rajš mava preveč, pa sva neke normalne volje, kot da sva lačna drugi dan, ker se ova definitivno skregala. Kar se pa prav jadralne priprave tiče, pa tega sva pa rekla, da čim manj, glede na to, da bomo mogla 3 dni sedeti v tej barki, sva rekla prej čim manj na vodi v tej barki, da bo tistih 3 dni čim lažjih. Tak. Vemo, da vam izzivov ne manjka, pred vami je zares velik izziv. Želite jadrati čez Atlantik, nam lahko poveste nekaj besed o tem projektu? Mislim, to je bila osnovna ideja in ko je prišel ta Guinness rekord ven, smo to izkoristili kot začetek projekta. Pač vseeno je lažje, če začneš z nečim pa z malo prepoznavnosti. Zdaj pa ja, letos septembra je Transat letošnji, na katerega takš nisem imel šans, da bi se kvalificiral, ki ga bomo izkoristili za to, da kupimo barko, pač eno rabljeno, ki bo letos tekmovala, pol pa drugo leto 2000 milj kvalifikacij, pa pol 2023 na regato. Jaz ne vidim razloga, da ne bi naredili kvalifikacij. Maruša, ste brez razmisleka sprejeli ta izziv? Žal ja, mogoče bi bilo smiselno, da bi vsaj malo pomislila prej, ampak ne vem, v končni fazi se je očitno izkazalo za dobro idejo, no. Nisem preveč razmišljala. Je pa res, da v prvo sem mislila, da se norca dela, no, tako da mogoče tudi to bil faktor. Ko smo spremljali vajen podvig na spletu, smo videli, da ni lahko preživeti kar nekaj dni na takšni majhni jadrnici. Kaj je bilo za vas še posebej težko, morda pa tudi zanimivo? Mislim, da najtežje je bilo to, da sva bila v bistvu skozi mokra. Da naj jo je mičkeno bolj zalivalo, kot sva pričakovala, tako da je bila tudi, so bila vsa oblačila mokra, vsa oprema je bila mokra in sva je uspela tu pa tam za kako uro posušiti, pol je prišel pa naslednji veter in je bilo spet vse mokro. Ampak to, ne vem, pač nekako spada k jadranju, zdaj ko je že mimo, se nama ne zdi več tako grozno, se mi zdi. Glede na povedano, torej lahko v prihodnje še pričakujemo kakšen takšen podvig? Zdaj konkretno o tem še nisva razmišljala, mislim, da je tudi še malo prehitro. Sem prepričana, da ko se bo malo poleglo, bo tale prišel s kako novo genialno idejo ven. Če ne pa imamo v vsakem primeru naslednji vikend tale Seascape Challenge, o katerem sva pregovorila, se pravi 24-urno regato po Murterskem morju, na kateri bom jaz nastopila z najino ta tretjo sestro, Uroš pa z njenim možem, tako da bomo celo družino pokrili z 2 leyline ekipama in po mojem bo tudi ful fajn za spremljati, no. Sestra Urša Križanec je za rekorderja pripravila posebno presenečenje. Preden znorim, si zaželim drobnih stvari, veliko burje, vetrovi ti nesejo me v Dubrovnik moj, kjer bom nocoj. Spominjam se, odplula sva stran, sam še 2 vala, pa sva tam. Jambor stoji, ključ ga drži, oprostil sem ti vse tiste mokre stvari. Plujem 3 dni, daleč več ni, Maruša karoren smrdi. Spominjam se, odplula sva tja, narvala pa z nama
Javor stoji, še zmeraj stoji. Oprostil sem ti vse tiste mokre stvari. Plujem 3 dni, daleč več ni. Po slanini mi vse že diši. Javor stoji, vselej stoji, ko si želim priti na cilj. Veliko tebe, mrzel pir, veliko tebe, mrzel Glasbena šola Slovenska Bistrica je v četrtek 10. junija na dvorišču gradu Slovenska Bistrica izvedla koncert učiteljev šole z naslovom Krasogled sozvočij. Obiskovalce je pozdravila ravnateljica glasbene šole Radmila Bikič-Magdič. Na prireditvi, ki jo je povezovala Jana Eglič, so podelili tudi priznanja Sozvočje 2020. Prejeli so jih Enja Golob, Ana Hren, Ijan Pirc, Peter Skrbiš, Mateja Brečko in Olga Strmšek. Posebno priznanje pa so podelili Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica. Na koncertu je nastopil orkester učiteljev glasbene šole Slovenska Bistrica pod vodstvom Valterja Kukoviča. Med letošnjimi dobitniki priznanj Frana Gerbiča je tudi Valter Kukovič iz glasbene šole Slovenska Bistrica. Več o tem, kaj mu pomeni to prestižno priznanje, je povedal za Studio Bistrica. Naj povem najprej seveda, da sem zelo ponosen na vse ostale dosežke, ki so nastali tekom tega šolskega leta, še posebej pa na priznanje Frana Gerbiča, ki je potekalo prejšnji teden v Cerknici. In mislim, da kaj naj rečem, to je mislim, želja vsakega glasbenika, vsakega pedagoga, učitelja, da doseže pač ta nivo pedagoški, organizacijski, da tudi to nagrado lahko dobi oziroma da je kandidiran za njo.
Že vrsto let namreč svoje znanje podajate mladim glasbenikom. Kdo pa je vas navdušil za glasbo in kje ste pridobivali svoje znanje? Ja, izhajam iz glasbene družine. Že moj oče me je zelo, zelo hitro navdušil za samo trobento, kasneje tudi za kakšne druge inštrumente. Vsekakor pa, kot sem omenil, je tudi cela glasbena družina, od strica, od dedkov, tako da mislim, da tukaj je veliko vpliva od same družine, še posebej pa, če še enkrat poudarim, očeta, ki res je tvoril vse to, do česa sem sam prišel. Omogočili so mi tudi starši šolanje, obiskovanje glasbene šole, kasneje tudi glasbene akademije in tako dalje, tako da mislim, vsa zasluga seveda izhaja od staršev. Omenili ste knjigo Krasogled sozvočij, kako je nastajala? Ja, tudi na ta izdelek sem izjemno ponosen. Seveda je to plod celotnega kolektiva glasbene šole Slovenska Bistrica, tudi gospe Radmile Bikić Magdič, ki je vse skozi me spodbujala k temu, da sem delal tudi priredbe vsa ta leta in seveda tudi to dejavnost počnem vsa ta leta in zato sem tudi se odločil, ker imam res takšne sodelavce oziroma ekipo za sabo, s katerimi lahko sijajno sodelujem. In to zdaj moram povedati, da že kar čez 10 let, konstantno vsako leto, ko se prireja koncert učiteljev, so tudi vsaj 4 ali 5 komadov, ki jih priredim posebej za to priložnost in posebej za takšno zasedbo, kakšno pač imamo na glasbeni šoli na voljo. Vsekakor pa naj omenim, da zakaj je do tega prišlo, predvsem zato, ker takšne literature, partitur oziroma samega notnega gradiva za to vrstne zasedbe, citre, vsa ostala glasbila, ki so tudi številčno, nas ni toliko, takšne priredbe je nemogoče kupiti, zato sem še toliko bolj ponosen, da sem lahko to naredil. Vsekakor pa imam tukaj ogromno svobode, sam obožujem različne zvrsti glasbene, od džeza, klasike do pop, rock glasbe, tako da imam tukaj veliko svobode ustvarjalne, tako da sem na ta izdelek zelo, zelo ponosen. Je pa seveda, ker je 10. obletnica naše glasbene šole, smo skrbno izbrali 10 skladb različnih zvrsti avtorjev, še posebej pa poudarek na slovenskih avtorjih in skladateljih. In kaj to priznanje pomeni za glasbeno šolo Slovenska Bistrica? Sem kot ravnateljica zelo ponosna, pa verjamem, da tudi celoten kolektiv. To priznanje nam veliko pomeni. Pomeni izvrstno opravljeno delo, izjemno kakovostno in tudi verjamem, da je to priznanje tudi motivacija vsem ostalim, ki delujejo ob našem kolegu Valterju, da bi lahko nekoč tudi oni bili med nagrajenci. Tudi sicer pa je v teh dneh na vaši šoli zelo pestro. Ja, res je. Po večmesečnem premoru, lahko rečem, in večmesečnih omejitvah na področju organizacije dogodkov, koncertov, so se sedaj v mesecu juniju stvari nekoliko spremenile, sprostile, tako da smo nemudoma priskočili v nekako realizacijo dogodkov, ki so bili načrtovani v jesenskem času ob začetku šolskega leta, ki je bil tudi nekako napovednik za našo 10. obletnico samostojnega delovanja zavoda. Tako smo prav v začetku meseca junija odprli tudi razstavo pod taktirko Sozvočij, ki zajema tisto preglednico našega 10-letnega delovanja, tudi z delnim zgodovinskim pregledom, in sedaj je razstava na voljo za ogled v Galeriji Grad, Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, in na voljo je vse do 9. julija, tako da prisrčno vabljena. Prav prejšnji četrtek smo tudi nekako uspeli izvesti koncert učiteljev z pomembno tudi podelitvijo prvih priznanj Sozvočja. To so nagrade najuspešnejšim učencem, tudi učiteljem, kakor tudi administrativno-tehničnem kadru. Smo jih podelili sedaj prvič za leto 2020 in veselimo se in verjamemo, da novo šolsko leto bo prineslo priložnosti za več kulturnih dogodkov, na katerem bodo nastopili tudi učenci v živo, kajti to res pogrešamo.